Največ težav je povzročilo podrto drevje, ki je padlo na električne daljnovode in zaprlo tako glavne kot stranske ceste. Tako da smo včeraj zvečer do 2:30 spocali kar nekaj relacij, se pravi ob Mokro polje, dol do Kremena, potlej smo šli Orehovica, Cerov Log, Korenji Vrh polje, nato še Drčo do vasi Vratno in potem še cesto do Javorovice. Gasilske ekipe so bile na terenu, so čistile Javorovco, Kremen, Žerjevin, tako da smo pripravili, da so ljudje lahko šli v službe. Zjutraj smo dobili pa še obvestilo, da se je drevo podaril na Prapračeh na hišo. Tako po dolgi noči za gasilce ni bilo niti jutranjega spanca. Eno stanovanjsko hišo so podrlo drevo, ki je še pod seboj dvo pokopalo. Mi bomo to poskušali rešiti z našimi močmi. Razlila se je tudi Krka v Zameškem, Hrvaškem Brodu in drugih okoliških vaseh, kjer je ponoči še naraščala, a stanje ni doseglo kritičnega. Na to noč smo se pripravili tako, da smo šli že zvečer balici prevezati, kaj to nam ta prvo odneslo. Potem smo si čovn bližje hiše pripravili. Elektrike nismo imeli zjutraj, smo malo svečem hodili okrog. Tako bali smo se pa, da bi voda prišla na mokrite, tako kot je pred 2 leti. Sicer pa so ljudje očitno upoštevali vremensko napoved, pravi Tone Kos iz novomeške policijske uprave. Tako da večjih posebnosti ne beležimo. Beležimo nekaj poškodovanj tuje stvari, vendar pa v prometu ni posebnosti. Službe, ki vzdržujejo ceste, so dobro opravile svoje delo, pa tudi policisti so tisto nekaj malih prometnih nesreč uspešno rešili. Današnji dan je torej minil v znamenju odstranjevanja posledic obilnih padavin in čakanju mnogih, da spet dobijo elektriko.